Med prebivalci ljubljanskih Dravelj vre, namesto načrtovane osnovne šole, naj bi na zemljišču v bloku zgradili 3 stolpnice z več kot 350 stanovanji. Čeprav gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, na zemljišču že brnijo stroji. Stanovalci, povezani v civilno iniciativo, pa se sprašujejo, kje je inšpekcija. Marko Gregorc. Stanovalec Andrej nam pokaže, kako so za parcelo ob njihovih blokih skrbeli zadnjih 40 let. Tako je bilo pozimi časih. Sankališče. Nostalgijo do Grička gojijo tudi sosedje. Tu so še moji otroci se smučali, sankali. Iz otroškega vrtca so imeli vsako leto, so gor imeli za lepo zelen hribček. Zamisli o osnovni in glasbeni šoli ter celo domu za starejše se niso nikoli uresničile. Ko je lastništvo parcele prešlo v zasebne roke, so zaživele ideje o stanovanjski gradnji. To je s spremembo prostorskega načrta omogočila mestna občina. Investitor na pravnomočnost gradbenega dovoljenja čaka že 20 mesecev in v tem času ne sme na parceli izvajati gradbenih del, no stanovalci so prepričani, da tale jama za nami je gradbeno delo. To se sploh ne sme delati, tudi dan so nehali, drugače pa še v soboti delali. A da izvajajo zgolj teste nosilnosti zemljine, nam je pojasnil predstavnik investitorja Matjaž Cerjak. Projektna dokumentacija pa da je skladna s prostorskimi načrti. O protestih stanovalcev pa že dolgo poslušamo o tem, da Ljubljana potrebuje več stanovanj. Na žalost pa lahko nekaj posameznikov s pritožbami zavlačuje izvedbo projektov in preprečuje gradnjo novih stanovanj in to na zemljiščih, ki so namenjena gradnji stanovanj. Mi nimamo toliko proti temu, da se bo nekaj zgradilo, pač očitno bo nekaj zgrajeno, hriba ne bomo nazaj dobili. Enostavno, verjetno nam gre tukaj malo bolj za moralno, načelno zgodbo. Stanovanjske problematike sigurno pač nekaj teh 3 stolpnic sigurno ne bo rešila. Tako vemo, da v bistvu za ta stanovanja ne bojo šli v prodajo nekam družinam, ampak to je čisto investicijsko usmerjeno. 70 milijonov evrov težak projekt je zanimanje javnosti požel že pred leti, ko so se pojavile informacije, da za načrti tiči ruski kapital. Lastniki so se v tem času zamenjali, očitki o izvoru denarja pa takole tudi na grafitih ostajajo. Svoje grafite je dobila tudi inšpekcija. Verjamemo, da imajo ogromno dela, verjamemo, da nismo edini v tej državi, ki jih kličemo, vendar upamo, da bojo kmalu odzvali in ustrezno reagirali. Kljub temu, da so stanovalci na nogah, investitor vztraja, da bo stanovanje zgradil najkasneje 3 leta po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Jutri bomo praznovali materinski dan in ob tem bi bilo pametno, da ne bi čestitali le lastnim, ampak vsem mamam, kajti v Sloveniji so postale izjemno dragocene. Število novorojenčkov je bilo predlani celo najnižje, odkar pri nas spremljamo rodnost. In če ste ob tem začeli tarnati nad mlado generacijo, današnji mladi so za to še najmanj krivi, pravi Janez Usenik.